V principu delamo 12-urne, časovno to ni tak problem, je pa problem, da v bistvu si sam, za eno intenzivo, edini specialist in je to, recimo krat 3 oziroma krat 4 dejanski napor. Dodatno je tudi problem seveda ta, varovalna oprema, zato da ne zapravljamo preveč tega oziroma da lahko vsi delamo tudi včasih 5, 6, tudi več, 7 ur dejansko neposredno z bolniki, brez da bi šel ven, brez da bi šel na stranišče, brez da bi, karkoli pil vmes, tako da to tudi zaradi varovalne opreme postane vmes precej naporno. En velik problem ostaja dobava brisov, to je osnovna palčka, s katero pravzaprav vzamemo vzorec. V bistvu gre za zelo preprosto stvar, vendar je večina glavnih dobaviteljev lociranih v Italiji, ki ima sama take probleme. Lastnik največje tovarne je Američan in pravzaprav je vsa dobava pravzaprav preusmerjena v ti dve državi, ki jih seveda epidemija veliko bolj tepe kot Slovenijo. Jaz ocenjujem, da bo potreben na začetku poletja, če ne prej, čeprav se to danes sliši še zmeraj zelo oddaljeno, nek razmislek, ki ne bo samo slovenski, ne. To ne bo samo stvar, o kateri se bomo mi morali odločati tukaj v Sloveniji, ampak nasploh, kako del službe zdravstvene aktivirati na tak način, da ljudje ne bodo utrpeli dolgoročne škode, ne. Težave, pritiski bolnikov so bili tudi pred korono, zaradi nezadovoljstva zdravstvenega sistema kot takega, to se ni nič spremenilo, ne. Pritiski se kažejo v smislu želje po raznih preventivnih staležih, a ne, ali na željo samih ljudi, ker imajo doma koga, ki je iz rizične skupine ali so sami iz te rizične skupine, kako ne rečem, ljudi, ali pa mogoče tudi na željo delodajalca, ne, da jih ne želi brez potrdila testiranja nazaj v službo, razne želje po zdravniških potrdilih za čez mejo, a ne. Družinski zdravniki smo zelo obremenjeni z administracijo in podobnimi zadevami. Čez noč, recimo, se je uredil sistem podaljševanja bolnišk. Z srečo imamo, da smo pred mesecem dni uvedli e-bolniško, da ne predstavljam si, kako bi to sedaj v teh razmerah izgledalo, če bi imeli še papirnate in skenirane bolniške, ko imamo veliko pacientov na bolniški. Tudi zelo pomembna zadeva, ki se je sedaj pokazala, je komunikacija z specialisti in sekundarno in terciarno nivo. In v teh kriznih razmerah so tudi kolegi sami pristopili, odprli linije, tudi, ne vem, sprostili svoje osebne telefone, nekateri med kolegi, da lahko komuniciramo. To mislim, da je v svetu praksa že dolgo časa in to smo tudi družinski zdravniki pogrešali.